Lep pozdrav vsem, Matej Pršolja. Danes bomo govorili o testiranju trga in začeli bomo s pomembnostjo, zakaj je pomembno testirati trg. Malo na širše bomo govorili o razliki med produktnim podjetjem pa storitvenim podjetjem. Ampak, če začnemo takoj s tem grafom, ki ga vidite, uspešno produktno podjetje bo zelo hitro zraslo, če bo uspelo. Neuspešno produktno podjetje se bo slabo končalo in načeloma storitveno podjetje pa bo zelo bolj milo lahko raslo. In tukaj so neke večje razlike, katere moramo se dotakniti, da lahko sploh govorimo naprej o pomembnosti testiranja trga, še posebej pri produktih. Če pogledamo storitveno ali produktno podjetje, je zelo pomembno, da se zavedamo teh ključnih razlik. Recimo, če pogledamo v publiki Uroša, Uroš ima storitveno podjetje, on se ukvarja s snemanjem, lahko bi se odločil za produktno podjetje, pa bi razvil platformo, ki bi povezovala snemalce, pa vse tiste, ki rabijo to storitev snemanja. Tu so dve razlike med storitvenim pa produktnim podjetjem. In v bistvu so zelo velike razlike med vodenjem produktnega podjetja in v bistvu storitvenega. No, če pogledamo v bistvu prva točka je čas za vstop na trg. Nekdo, ki ima produktno podjetje, mora produkt dejansko ustvariti in rabi večji čas, da dejansko produkt ustvari in vstopi na trg. In ta vložen čas in denar bo zelo velik in zato je še toliko bolj pomembno v tej tematiki, ki bomo govorili danes o testiranju trga. Po drugi strani imamo storitveno podjetje, ki lahko začnemo zaračunavati že prvi dan za naše storitve in ni tega velikega vložka začetnega in tudi potrebe po testiranju trga in vsem tem povezanim ni tako ključna. No, in če pogledamo, kaj je definicija neke skalabilnosti, načeloma vemo, da za produktna podjetja so zelo skalabilna. In produktno podjetje načeloma ima velik potencial in lahko poveča prihodek z minimalnimi dodatnimi stroški, ko je enkrat ta produkt narejen. Primer je programska oprema, kjer je razvojene različice zelo drag, vsaka naslednja kopija ima pa minimalni strošek vezan na to. In ta skalabilnost produktnih podjetij je tukaj ena večja prednost pred storitvenimi. Če pogledamo še ostale stvari, produktno podjetje je samo omejeno na število strank, ki jih lahko pridobimo in ki so pripravljene plačati za naš produkt in ni trgovanja tipičnega za ure in denar. Pri storitvenem podjetju je pa težje, ker tukaj storitveno podjetje lahko rase, ampak bojo dodatni stroški na enoto bojo vedno nezanemarljivi, zato ker bo potrebno več ljudi vključiti, da bo ta storitev dejansko opravila. Če pogledamo še poslovno tveganje, pri produktnem podjetju ni zagotovila, da bomo prodali dovolj teh enot, da bomo pokrili začetni vložek in da bo investicija dejansko upravičena. In tudi začetne investicije ne moremo nobenemu zaračunavati, ker to je pač naš produkt, to je nekaj, kar bomo mi ustvarili. In v bistvu ta lastni produkt definiramo sami. Pri storitvenem podjetju pa je v bistvu lažje, zato v bistvu se prilagodimo na zahteve naročnika. Velika razlika tudi pri ponovni uporabnosti. Produktno podjetje je možnost neskončne uporabe našega produkta in ponovne uporabe. Pri storitvenem podjetju je vsaka storitev, rešitev prilagojena stranki, ni neke ponovne uporabe. Še par ključnih stvari, čas porabljen na stvareh, ki nas veselijo v bistvu. Uroš recimo ga veseli snemanje in če ima storitveno podjetje, vsaki dan snema. In več časa lahko se ukvarja s tem dejanskim vsebino, dizajnom, stvari, ki ga veselijo. Če bi ustvaril to platformo, bi v začetku zelo veliko delal na produktu, na platformi, ampak kasneje bi v bistvu zelo manj samo na tem delu, ki bi mogel delati še zelo veliko časa posvetiti v bistvu na drugih stvareh, ki so vezane na sam projekt. Če se dotaknemo še same kontrole, naš produkt, naše produktno podjetje je nek presek med podjetnikovo vizijo in v bistvu trgom. In zato, ker imamo tu vizijo in trg, je ključno, da testiramo trg. Pri storitvenem podjetju spet se prilagajamo na posamezne stranke in tukaj ni neke potrebe pred preverjanjem, da bo stranka
si to želela in nekaj v bistvu nam ona pove, kaj si želi. Sedaj, če pogledamo na splošno skozi podjetja, ki smo jih spremljali skozi, odkar tudi mentoriram, je ena tipična stvar, ki jo opažamo pri produktnih podjetjih, ki se bomo dotaknili. In jaz sem poimenoval to kar startup fokus metrika. In načeloma je pomembna stvar, da obstaja neka uravnoteženost med tem razvojem in samim marketingom. In če pogledamo, veliko podjetij je zelo posvečenih produktu, zelo posvečenim razvoju in se ne ukvarjajo s tem testiranjem trga v začetku, ampak so zelo zaverovani v svoj produkt in potem v bistvu ne preverijo trga. Na drugi strani imamo pa podjetje, ki se ukvarjajo čisto preveč z marketingom, prodajo preveč dejansko na vsem ostalem, ampak produkt pa zanemarijo in v bistvu mogoče produkt na koncu niti ne dela ali ga ne uspejo niti izvesti. In ključna tukaj pri tem startup focus metriki je, da v bistvu pri vsakem takem produktnem podjetju imamo neki uravnoteženje med razvojem in istočasnim testiranjem trga in rastjo podjetja in tudi v začetnih fazah, ko se kreira produkt, da se tudi istočasno testira trg, ali bo ta produkt sploh zanimiv za sam trg. Kako to dosežemo? Zelo praktično. V bistvu idealna stvar je, da imamo pravilno začetno startup ekipo, če se gremo produktno podjetje, ki mora biti dovolj raznolika in ekipa mora biti sposobna pokriti vse osnovne funkcije podjetja. Vsi v ekipi morajo nekako verjeti v uspeh produkta in podjetja samega in vsi v ekipi morajo razumeti pomembnost prisotnosti ostalih ekipi. Recimo razvojniki morajo razumeti, zakaj imamo v ekipi nekoga za marketing in tudi obratno. Tako da v bistvu neka idealna ekipa je po angleško hustler, hacker pa designer, kjer v bistvu so 3 osebe potencialno, ki pokrijejo vse te ključne stvari, da lahko uspešno ustvarimo in lansiramo produktno podjetje. Predno gremo v praktičnost in skupinsko delo, kako testirati trg, dajmo se dotakniti še za glavne razloge neuspeha startup podjetij in kako jih zaobiti. Na 3. mestu je napačna ekipa, 23%. Kot sem omenil, ključno je, da začetna ekipa je sposobna sama izgraditi začetni minimum viable product in ga zna tudi sama testirati na trgu. In če pač manjka v ekipi nekdo za razvoj ali za marketing, moramo probati to čim prej nekako rešiti s tem, da nekoga dodamo v ekipo ali kot soustanovitelja ali kot nekoga zunanjega. Na 2. mestu je, da je zmanjkalo denarja, preden je projekt postal uspešen. In tukaj je običajno slabo planiranje in napačno investiranje denarja. Ključno je spremljanje, to bomo govorili še v naslednjem predavanju, ključno je spremljanje financ in prilagajanje stroškom poslovanja na same razmere. In če pogledamo prvi glavni razlog, zakaj startup podjetja niso uspešna, je zato, ker pač ne rešujejo tržno zanimivega problema. 43%. In v bistvu tukaj gre odločitev za razvoj produkta na podlagi tega, kar se zdi ustanoviteljem smiselno, zanimivo in ne na tem, kar trg dejansko potrebuje in je pripravljen plačati. In tukaj je spet ta ključnost testiranja trga pred začetkom izgradnje same rešitve. In sedaj lahko gremo na to testiranje trga v praksi. Kaj sploh to pomeni? Testiranje trga načeloma pomeni, da bomo skozi neke eksperimente preko nekih vmesnikov, preko določenih spletnih orodij poizkusili dobiti neki feedback iz strani trga, ali je to nekaj zanimivega, ali je to nekaj, kar bi stranke bile pripravljene plačati. Če gremo na neke 3 korake, ki jih bomo skupaj stestirali. Ena je, da postavimo ciljno stran. Ciljna stran je v bistvu spletna stran, kjer bo zelo na kratko prikazano, kaj naj bi naš produkt delal, kakšni bojo benefiti tega produkta in kjer lahko potencialne stranke pustijo
e-mail, na katerega jih bomo obvestili, ko bo pač produkt pripravljen, da ga bo lahko začela testirati. Zato obstajajo neka namenska orodja, eno od teh je Unbounce, kakor vidite na prezentacijah. So tukaj neki primeri za mobilno aplikacijo, še en primer za mobilno aplikacijo. Torej v bistvu ključni so določeni elementi te strani, te pristajalne strani, ki dejansko poskušajo prikazati bistvo te naše nove ideje, tega našega novega produkta. In tukaj je ta glavni napis, ta value proposition, torej kaj mi rešujemo. V primeru Uroša je pač tu platforma, ki bo povezovala tiste, ki iščejo nekoga, ki bi potrebovali neke videoposnetke in tiste, ki ponujajo snemanje videoposnetkov, in potem gremo na neko sliko, katera prikazuje ta benefit, neko to povezovanje, in potem poudarjamo neke 3 benefite glavne, ki si jih je Uroš zamislil, s katerim bo reševal ta problem. In tukaj bo Uroš znal najbolj povedati, potem, ko bomo nadaljevali predavanje, ampak v bistvu 3 glavne stvari. Mogoče ena stvar je, da je zelo hitro dobiti nekoga za snema, da je veliko izbire, veliko ponudnikov na platformi, in tukaj zelo dobro premislimo, katere stvari bomo poudarili in katere stvari bomo dodali kot 3 glavne benefite. In še eno ključno polje je ta vnosno polje za e-mail, v katerem je pač jasno napisano, da bomo obvestili stranke, ko bo ta platforma pripravljena, in takrat bojo oni obveščeni in bomo potem lahko z njimi nadaljevali komunikacijo o naslednjih korakih. Ampak to je zdaj prvi element in to je ta pristajalna stran, na katero bomo peljali določene ljudi iz omrežja in kjer bomo spremljali, koliko ljudi dejansko se zanima za to ali se ne zanima, glede na to, ali bojo pustili e-mail naslov ali ga ne bojo. Drugi korak je, da pripeljemo ljudi, ki bi utegnilo zanimati to. Sedaj, enostavni način je to preko Facebook oglasa, kakor je prikazano tudi na predstavitvi. Tukaj nekako zberemo, če si je Uroš zamislil idealne kupce ali idealne uporabnike, sicer tukaj so zdaj dvojni, tisti, ki snemajo in tisti, ki dejansko uporabljajo. Probamo nagovoriti te, ki so najbolj potencialni, da bi pustili tisti mail. In zdaj za ta primer, ker so 2 skupini, bi skoraj rabili 2 pristajalne strani, ampak če poenostavimo na te, ki so pripravljeni, da bi snemali, bomo izbrali na Facebooku, če se bomo odločili v štartu za Slovenijo, na slovenskem trgu, ljudi, ki jih zanima snemanje, ki jih zanima fotografija, ki jih zanimajo mogoče določene brendi, določene blagovne znamke v tej kategoriji. In tukaj vsak podjetnik najbolj ve in bo dodal te parametre. In preko teh parametrov bomo potem ustvarjali točno, koga ciljamo preko Facebooka in nekako ustvarili spet oglas, neko zanimivo sliko, ki prikazuje ta benefit te platforme, kjer bomo dali napis, ključne prednosti tega, da uporabljajo to platformo in preko katere jih bomo poslali na našo pristajalno stran. Tukaj je še en primer preko prezentacije in v bistvu je ključna stvar, ko imamo vse to postavljeno, ko poženemo vse te oglase in ko dobimo določene podatke, je procent ljudi, ki vidijo oglas in klikne na reklamo, in procent ljudi, ki nekako pride na pristajalno stran in potem tudi pusti e-mail. Kaj pomeni, da je neki oglas bil pozitivno sprejet? Bilo kaj, ki bo nad 2% click rateom, dajmo reči, torej 100 ljudi vide, 2 klikneta, je ok, mogoče zanimivo, kar bo nad 5%, smo nekaj že zelo pravilno naredili, nekaj zelo zanimivo smo nekako ponudili, zato ker dosti ljudi, ki to vidi, smo zelo prave ljudi dobili. In sedaj ta promet pristane na naši pristajalni strani in tukaj pa zdaj zelo odvisno spet od 100 ljudi, ki pride,
na pristajalno stran, koliko ljudi bo dejansko pustilo na ta e-mail. Zdaj, kar je pod 1%, je zelo slabo, 2 do 5%, mogoče nad 5% imamo nekaj zanimivega, zato ker veliko ljudi je kliknilo, tudi, da pusti e-mail in nekako skozi ta test, skozi ta preizkus bomo ugotovili, mogoče ne tako natančno, 100% natančno, ampak bomo ugotovili, a res smo udarili zelo mimo z našo idejo ali dejansko imamo zelo veliko ljudi, zelo veliko pripravljenih tudi pustiti e-mail, ki jih nekako zanima, da bi ta produkt dejansko uporabljali, imeli, začeli koristiti. Če govorimo o fizičnih produktih, prodaja fizičnega produkta, ki ga še niste, ki ga treba dejansko fizično ustvariti, lahko naredimo še en korak mogoče in to je v bistvu, da damo ta prednaročilo in v bistvu testiramo z e-maili, testiramo, kdo je koga zanima, ampak še vedno podoben sistem kot Kickstarter, lahko rečemo, dobro, rabimo določena sredstva, da naredimo prve kose in lahko ustvarimo še eno pristajalno stran, na kateri lahko stranke pustijo določen denar, ki je namenjen nakupu produkta, vejo, da bo nekako produkt narejen čez 3 mesece in če pač ne bo narejen, bo denar vrnen. In to je v bistvu še ena dodatna validacija, da rečemo, imamo neki produkt, imamo neke stranke, ki jih zanima in tudi za neke potencialne investitorje v taki projekt, če lahko prikažemo te email naslove, če lahko prikažemo ta prednaročila, nas bo mogoče kakšen investitor še toliko prej podprl za ta projekt, zaradi tega, ki bo že vidno nekako, da trg potrjuje, da smo na pravi poti, da ustvarjamo nekaj, kar nekako bojo želeli tudi kupiti, uporabljati. In sedaj gremo pa lahko na praktične primere. No, mogoče še en praktični primer, kako smo mi dejansko praktično to izvedli za naš produkt, ki je namenjen varovanju avtov in obvestilo v primeru vdora ali kraje. Naredili smo točno to, kar sem omenil, ustvarili smo pristajalno stran preko spletnega vmesnika Unbounce, kjer smo v bistvu poudarjali ključne benefite, torej prednosti produkta, slika produkta, kako ne bi izgledala, slika aplikacije, kako ne bi izgledala, in v bistvu to, da bo zelo enostavno za uporabo, to, da bojo relativno nizki stroški uporabe in to, da v bistvu bo omogočilo nekaj, kar pretekli produkti niso še omogočili, določena obvestila. Postavili smo pristajalno stran, na Facebooku smo naredili oglas, v katerem smo ciljali lastnike določenih avtomobilov v določenih državah. Takrat še nismo točno vedeli, katere države bojo najbolj zanimive za naš produkt in smo to stvar testirali istočasno na več različnih državah. In preko vseh teh testov smo pognali ta oglas, dobili smo obisk spletne strani, toliko ljudi je pustilo e-mail in potem, ko smo imeli zbranih že, mislim, da okoli 200 e-mail naslovov, smo se odločili še za naslednji korak in tisti naslednji korak je bil potem še v bistvu ta pre-order, pre-sale, in ko smo dejansko dobili tam neka prva naročila in ko smo dobili tudi precejšnje število e-mail naslovov strank, ki jih je zanimalo, da bi ta produkt imele, smo s temi podatki lahko stopili do določenih investitorjev in smo s tem tako imenovanim social proofom še precej lažje pridobili nekaj tveganega kapitala za zagon podjetja, kot bi, če bi prišli samo z idejo, pa brez te validacije iz strani trga. Tako da bi priporočil vsakemu, ki planira produktno podjetje, startup, ne izvedete korake, dosti hitro se jih da izvesti in bo malo boljši sliko dobil, ali dela prave stvari, ali bo
ta produkt potencialno zanimiv. Najlepša hvala za obisk današnjega predavanja. Upam, da je bilo predavanje koristno in da boste lahko čim hitreje te taktike, o katerih smo govorili, še sami preizkusili in želim vam veliko uspeha v vaši podjetniški poti.